Nahajamo se v starem mestnem jedru Metlike na mestnem trgu. Z menoj je Kristjan Husič, absolvent oziroma magistrskega študija arheologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki pomaga pri arheoloških izkopavanjih, ki potekajo na vseh treh srednjeveških trgih stare Metlike. Kaj se dogaja, kaj ste odkrili, v okviru kakšnega projekta se to dogaja? Gre za projekt izgradnje toplovoda na lokaciji, se pravi Trga Svobode, potem tukaj vse do občine, in na podlagi predhodnih raziskav, se pravi testnih jarkov, ki smo jih izkopali že pred 2 leti, smo na teh odsekih, ki sedaj izkopavamo, zaznali, se pravi, arheološke plasti. Na podlagi tega so bila predpisana arheološka izkopavanja in sedaj izvajamo ta izkopavanja. No, na trasi tukaj na Trgu Svobode smo po odstranitvi modernih nasuti za, se pravi, za asfalt, za kocke, odkrili novoveško tlakovanje iz 18. stoletja. Smo ga zdokumentirali, odstranili in pod njim že naleteli na prazgodovinske plasti. V prazgodovinskih plasteh pa smo odkrili ostanke prazgodovinske hiše, se pravi, šlo je za ostanke zoglenelih lesenih brun, potem več kurišč, peči. V eni od jam smo odkrili tudi ostanke prazgodovinskih statev z velikimi keramičnimi utežmi ter, se pravi, obilico keramičnih izdelkov, tako kuhinjskega posodja kot servirnega posodja. Nekatere od njih smo odkrili tudi v celoti ohranjene, tako da, se pravi, je šlo za ostanke neke hiše, ki se najverjetneje nadaljuje tudi po trasi tukaj proti občini, ker so v letih 91 tukaj izkopavali že pod vodstvom Danila Breščaka in so na vogalu, se pravi, te ulice odkrili prav tako več kurišč in peči. Zdaj smo na mestnem trgu v Metliki. Ali bi lahko nam predstavil, kaj zdaj tele kopljete, kaj se na tem delu našlo, potem bi šli pa še na Trg Svobode, pa bi konkretno pokazal, kaj ste na tisti trasi našli. No, tukaj na trasi izkopavanja na mestnem trgu sedaj čistimo novoveško cesto. Na višjem nivoju smo odkrili že eno mlajše tlakovanje, ki pa je bilo zelo slabo odkrito, saj so kasnejša tlakovanja kocke in sedaj asfalt to tlakovanje že uničila, tako da smo odkrili le en manjši otoček. Pod njo pa se kaže starejše tlakovanje, prav tako novoveško, ki smo odkrili tudi, se pravi, na Trgu Svobode. Zaenkrat je to prva faza, ki jo bomo zdokumentirali, se pravi, jo poslikamo, opišemo, potem izmerimo z totalno postajo in nadaljujemo svoje skopavanja v nižjih plasteh. Kaj bo pogledati, kjer no. Tam. 11. Tako. No, se pravi, tukaj vidimo te ostanke tega novoveškega tlakovanja. Več, se pravi, teh kamnov, ki so zabiti noter v zemljo. Vidimo tudi ostanek, se pravi, takšna črna oziroma temno-siva glinena plast, ki je, se pravi, zasutje tega tlaka. Evidentno je, da je tu, se pravi, nekaj zgorelo, da je nekaj gorelo in to je ta ostanek. V tem tlaku pa najdemo razne odlomke keramike, tudi kakšen žebel. Na tistem delu smo našli več bronastih igel, tudi kakšen novec se najde. No, na nekaterih delih pa se že kaže geološka skala, se pravi, so dejansko uporabili naraven teren v sami izgradnji tega novoveškega tlakovanja. Prav tako, ja, tudi dama čisti tlakovanje. Se vleče po celotni trasi zaenkrat. Smo pa še v fazi odpiranja, tako da tam pa še pričakujemo, ali bo se pokazal ali ne. Gremo še na Trg Svobode.
No, tukaj na trgu Svobode smo z arheološkimi izkopavanji že zaključili. Ostanek je samo še tisti povezava proti mestnemu trgu, ki ga bomo izkopavali kasneje. No, na tem delu smo odkrili ostanke prazgodovinske hiše. Tu imam nekaj prikazov, ki nakazujejo to, se pravi, že zinterpretirani pogledi oziroma fotoskice, kot mi temu pravimo, se pravi, kakšnih plasti so bile odkrite tu. Tu je ostanek več, vidimo, peči, kurišč, ki imajo tako prepoznavno rdečo barvo, sivo, se pravi, ostanke oglja, ožgane gline, in potem, se pravi, ostanek jarka, ki je bil dejansko z ene in druge strani obdan z lesenim tramom in na to, se pravi, postavljena potem stavba. No, na tem se mogoče še lepše vidi na tem prikazu, se pravi, obseg tega jarka, ki je, se pravi, na katerega so potem postavili hišo. V okviru te stavbe oziroma prazgodovinske hiše smo odkrili tudi, se pravi, jamo, kjer je bil ostanek prazgodovinskih statov. To gre za, se pravi, tako smo mi prepoznali v tlorisu, se pravi, šlo je za neko spremembo v zemlji, v njeni konsistenci. Smo začeli, se pravi, izkopavati, smo odkrili enormno količino keramike, smo najprej interpretirali, da gre verjetno za odpadno jamo ob samem objektu, vendar na dnu se je kazala serija piramidalnih uteži, tudi teže več kot 1 kilogram, in smo tudi ostanki lesa, ki smo, se pravi, interpretirali kot ostanke prazgodovinskih statov. No, potem, ko smo to zdokumentirali, smo izpraznili vse, se pravi, prazgodovinske plasti, ki so se nadaljevale še do globine vsaj 1,5 metra, tudi 2 metra na nekaterih delih, in se prepričali, se pravi, ponižali do same geološke podlage, kjer arheoloških plasti več ni. Tako smo, se pravi, to zaključili in smo nadaljevali izkopavanja na mestnem trgu. No, tukaj je en izbor najdb, ki smo jih oprali že večinoma in jih imamo na terenu dejansko, da pokažemo ljudem, ki so v okolici, kaj smo dejansko našli. No, prej sem govoril o prazgodovinskih statvah in to je ostanek, se pravi, to je ena takšna piramidalna utež, ki je bila najdena v sklopu teh statov. Se pravi, tukaj čez je potekala vrvica, ki je to, se pravi, šponala, pritiskala, da je bilo to skozi napeto, da se je dalo normalno to plesti. No, tukaj je en primer manjše, gre za isto stvar, vendar občutno manjša. Potem pa so še najdbe, se pravi, kuhinjske keramike in servirne keramike. To je za primer en zanimiv lonček, ki smo ga ohranili skoraj v celoti, naprimer z gumbi, z ročaji. Potem pa ena zelo zanimiva najdba in gre namreč za ostanek ožgane gline, ki je bila uporabljena, se pravi, kot omet objekta. S te strani opazimo, se pravi, ostanke vejevnega prepleta, ki, se pravi, način izdelave oziroma ometa objekta je bil, najprej so iz vejevja naredili preplet, potem ga ometali z glino, to zažgali in potem je ratal, se pravi, taka trdi omet. In z druge strani pa opazimo dva, se pravi, ta prstna odtisa od, se pravi, železnodobnega prebivalca Metlike. Ko v procesu je pritisnil na to in je ostal odtis. No, kaj se tiče ostalih najdb, prav tako imamo več, se pravi, keramičnih takšnih lončkov, potem preslice, ki so prav tako v sklopu statev najdene. No, tu je še en zanimiv lonček najden z zelo primitivnim okrasom. Se pravi, vidimo, da niso pravilne linije, da ni pravilna črta, tako bolj, bi rekel, grob izdelek, je pa zaradi tega dosti zanimiv. Že sama velikost tega lončka je majhna, se pravi, da
šlo za nek poseben kos, ki so ga uporabljali in ne vemo točno v kakšne namene. V enih od posod smo našli tudi ostanke semen, ozoglenenih semen in koščic, tako da bomo v nadaljnih analizah to se pravi pregledali in ugotovili tudi, kakšno hrano so jedli oziroma kaj so imeli v teh posodah. To je